Koliko pomoči ste zbrali in odposlali do sedaj v Ukrajino? Na Slovenski Karitas smo od začetka vojne do sedaj zbrali dobre 3 milijone evrov pomoči, kar je za nas največja akcija za tujino do sedaj. Res solidarnost Slovenije je neverjetna. Večino teh zbranih sredstev smo že posredovali Karitas PES in Karitas v Ukrajino, kjer sta dve Karitas, rimokatoliška in grkokatoliška, in mi pomagamo obema. Danes je šla na pot tudi že 20. pošiljka materialne pomoči strani Slovenske Karitas. V teh pošiljkah so bili večina seveda pomoč v hrani, konzervah, visokoenergijska hrana, tudi enolončnice, pa druga hrana, ki se hitro pripravi, sploh za ljudi v zakloniščih. Seveda pa tudi še vsa osnovna hrana, kot je moka, olje, mleko, hrana za otroke. Poslali smo tudi veliko higienskih pripomočkov, vode, pa tudi sanitetnega, medicinskega materiala, medicinskih aparatur in tudi zdravil. Vso to pomoč pa že ves čas pošiljamo na podlagi potreb. Sodelavko Milo Milavec na Karitas PES sva ves čas v kontaktu in ona pove, kaj najbolj potrebujejo, in to tudi pošljemo. Bile so pa recimo še kakšne posebne stvari, recimo en gospod z enega podjetja je v začetku vojne, ko je bila še zima in mraz, je daroval 5 peči na petrolej, da ljudi v zakloniščih ni zeblo, ali pa en gospod je daroval kar veliko količino novih zimskih čevljev in podobne stvari. Na začetku so res prvi mesec telefoni na Slovenski Karitas non-stop zvonili. Ljudje so hoteli darovati ali finančna sredstva ali pa tudi materialno pomoč, predvsem slovenska podjetja. Tukaj je izpostaviti predvsem podjetje Krka iz Novega mesta, ki je dalo 2 veliki donaciji zdravil, sicer v vrednosti 200 tisoč evrov. Karitas PES pa jih je razdelila po več bolnicah v Ukrajini, v Harkovu, Černihivu, Kijevu, tako da je bila to res ena velika in lepa pomoč. Ta pomoč materialna se je pa zbirala tudi po naši mreži župnijskih in škofijskih Karitas. Ljudje so res na začetku ogromno nosili, seveda na žalost se je ta pomoč malo ustavila, ampak kot je normalno, tudi malo izginja ta vojna iz prvih novic, zato da zdaj tudi kaj dokupimo za te pošiljke pomoči. Skupaj v tej pomoči je poleg posameznikov sodelovalo tudi 350 slovenskih podjetij. Trenutno imamo recimo aktualno akcijo s klubom slovenskih podjetij, ki so zbrali 101 tisoč evrov za pomoč otrokom v Ukrajini. Veseli pa smo tudi sodelovanja z Zdravniško zbornico Slovenije, Državljani sveta in Adro Slovenije, ki so tudi zbirali sredstva in kupovali sanitetni medicinski material na podlagi potreb iz Ukrajine, kar nam je posredovala Karitas, in preko nas tudi pošiljali v ukrajinske bolnice. Tudi darov Misijonskega središča Slovenije smo bili zelo veseli programa Miva. Oni pa so darovali za 2 vozili kombija, za 2 škofijski Karitas v Ukrajini, v Lvivu in Vinici, ki ima 2 namena, imajo ta vozila. Eno je za evakuacijo ljudi iz obleganih območij iz vzhoda, drugo pa je v bistvu za delitev humanitarne pomoči. Tukaj pa tudi pristopila k tej pomoči slovenska država, Ministrstvo za zunanje zadeve. V poziv preko Caritas Internationali za obe ukrajinski Karitas so prispevali 200 tisoč evrov. Poleg tega pa skupaj v sklopu našega strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči pomagamo tudi v Moldaviji in na Poljskem ukrajinskim beguncem. Gre se za 2 projekta zagotovitve hrane, toplih obrokov, pa tudi nekaj higienskih potrebščin. Potrebe so res ogromne. Se pravi, notranje razseljenih ljudi v Ukrajini je 8 milijonov, beguncev je 6 milijonov in na žalost kaže, da te vojne še ne bo konec. Potrebe po pomoči so pa v bistvu vsak dan večje. Zato res prosimo vse Slovence, da še naprej pomagajo, darujejo, da bomo pomagali tem ljudem v Ukrajini prebroditi to težko obdobje vojne. In hvala tudi res vsem, ki ste že prispevali k tej pomoči v vrednosti 3 milijonov evrov, da smo lahko bili blizu ljudem v stiski v Ukrajini. Seveda se pa kažejo tudi
Stiske sedaj drugje po svetu, vojna v Ukrajini že vpliva na države Bližnjega vzhoda, Afrike, lakota se povečuje in upam, da bomo ostali solidarni tudi z njimi. Se mislim, da smo ljudje v Evropi še vseh živimo v državah, kjer so bogatejše in da moramo nekaj podeliti tudi s tistimi, ki imajo manj od nas. Zakaj je bila pomoč iz Slovenije za Ukrajino tako pomembna? Tako je, iz Slovenije pomoč je bila ena izmed prvih humanitarne pomoči, ki je prišla na Ukrajino. Za nas je bila v prvi vrsti zelo pomembna, zato ker smo dobili izdelke in humanitarno pomoč, katera je bila ljudem najbolj potrebna. To ni šlo za pomoč, katero bi ljudje dali to, kar ne potrebujejo, ali točno to, kar naši ljudje potrebujejo v Ukrajini. Druga, da je bila sama organizacija, komunikacija ena izmed najhitrejših in tudi mi sami smo se na Ukrajini trudili, da bi našli transport, kako dostaviti do najbolj potrebnih mest. Tretjič moram opozoriti, da moji sodelavci na Ukrajini ne morejo se nikoli dočakati v slovenskih kamionov, slovenskih konvojev, kateri prihajajo iz Slovenije. Pomoč je deljena po celi Ukrajini, posebej na vzhodnem delu Ukrajine v zadnjih mesecih. Vzpostavili smo 2 velika skladišča, 7 regionalnih in več kot 17 lokalnih. Morate vedeti, da je bilo to vse izpostavljeno v teh 2-3 mesecih. Pomoč se deli ljudem v mestu. Na glavnem mestu, recimo v Vinici, pride vsako sredo okrog 2000 ljudi, kateri dobijo vse življenjske dobrine. Za katere izdelke je v glavnem šlo? Tako, gre za osnovne, kot so olje, moka, sladkor, konzerve, v bistvu to, kar ljudje najbolj potrebujejo. Dobro, omenila ste živila, pa te higienske artikle. Prihajale so tudi zdravila, ne? Tako je. Jaz mislim, da iz Slovenije toliko zdravil in sanitetnega materijala, kakor je prišlo, toliko bolnic, katerim smo pomagali. Jaz vedno poudarjam bolnice na vzhodu, zato ker vemo, da tam potekajo najhujši boji, recimo Kremenčuk, Dnipro, Černihiv, kjer so bile bolnice v bistvu uničene, potem Harkiv in Kijev. A se to dostavljali posameznim individualnim ljudem, ali so bile to kakšni zdravstveni domovi, pa bolnice? Kam ste to dostavljali? Tako je. Zdravila, sanitarni material smo dostavljali direkt do bolnic, do zdravnikov, v katerih smo bili v kontaktu, ker smo tudi sami iskali bolnice, kjer je najbolj potrebno. In tako smo imeli tudi v bistvu tako sliko, kateri najbolj potrebujejo. To pomeni, koliko ljudem ste vse to razdelili? Približno. Celotno, če gledamo celotne, recimo, storitve, pomoč, katero smo delili v teh 3 mesecih, tudi nočitve in tudi druge, vse skupaj preko 1 milijona. Preko 1 milijona? Tako. Pa je bilo zaradi vojnih razmer verjetno to težko razdeljevati? Tako je, posebej v mestih, kjer so bile okupirane. Vemo na začetku vojne, severni del Ukrajine, vzhodni danes, tako da moram povedati, da brez naših prostovoljcev bi se to delo ne dalo opraviti, ampak tudi ta korajža in ta volja, da želijo pomagati ljudem, kateri so bili brez meseca, brez vode in hrane. In kateri so ti prostovoljci? Kako se imenujejo? To so zelo mladi prostovoljci. Z ene strani lahko tudi povemo, mogoče fantje, kateri bi mogli iti v vojno, ampak niso šli, ampak pomagajo na ta način v krajini in so zelo, zelo pomembni. V kateri organizaciji je potekala to razdeljevanje pomoči? Tako je, mi smo v bistvu Caritas Spes Ukrajina. Potekala je v bistvu po celi Ukrajini, po vseh centrih, katere smo na novo ustanovili, župnije, različne druge organizacije, s katerimi smo se v bistvu povezali. Kot sem omenila, Caritas Spes, Spes pomeni upanje in mislim, da to upanje v tem času nam je še več kot potrebno. To pomeni, ta pomoč je dosegla vse ljudi, ne glede na veroizpoved. Vsekakor. Nikoli se nismo vprašali, katera cerkve, katere veroizpovedi, ampak tudi v naših centrih imamo različnih ljudi iz različnih cerkev in smo veseli, da jim lahko vsem pomagamo.
Hvala lepa za ta pogovor. A se lahko prosim še predstavite? Tako je. Hvala tudi vam in vsem gledalcem. Jaz sem Mira Milavec, sem v bistvu iz Slovenije. V sami Ukrajini sem že 3 leta. Sem tudi del Marijinga dela, Gibanja fokolarov, mednarodne organizacije in tudi na ta način v bistvu sem prišla na krajina, kjer lahko danes v bistvu posredujem to majhno kapljico v morje.